Dobro jutro, Marko. Kako si? Dobro jutro, Matej. Ne najboljše po takem porazu, kot smo mu bili zdaj priča, posebej s tako dobrim Lukatom, ampak kaj ćemo. Mislim, da se moramo počasi na take tekme navaditi to sezono. Kaj? To je to, zaradi tega ne smeš, da to vpliva na tvojo voljo, ker takšna ekipa je ta Lakersov sen. Bo seveda takih in podobnih porazov še kar nekaj to sezono in mogoče je za Lakerse celo bolje, da izgubljajo. Jaz sem ravno zdaj prej na enem Spaceu Showtimeom govoril, malo premleval vse topike in smo že šli čez vse mogoče stvari, ampak vedno se vračamo na te, na prihodnost v bistvu, na to, kaj morajo narediti, ne pa na to, kar so zdaj, ker je seveda jasno, da ta ekipa ni dovolj dobra, ampak da je v začetno s to tekmo, pa videti potem, če nam ostane kaj časa še mogoče za kakšne druge debate, ampak se morajo te tekme tudi lotiti, pa nekaj povedati, a si že želel, vidim, da že imaš nekaj na jeziku. Izvoli, kar začni. Imam. Kingsi so izgubili 7 tekem zapored, preden so zmagali zelo dobro tekmo proti Houstonu in en dan kasneje igrajo proti Lakersom. Kingsi torej druga tekma v 2 dneh. Mislili smo, da je ta zmaga proti Houstonu le ena tašna muha enodnevnica, kako bi rekli. Ampak proti Lakersom očitno jim je šlo tudi dobro, čeprav na začetku je kazalo, da bojo Lakersi v nekem tašnem držali tekmo pod kontrolo. Predvsem LeBron je na začetku imel res veliko energije, prodiral, tekel proti napade in izgledalo je, kot da želi on v prvi četrtini prevzeti tisto običajno vlogo Lukota in se, kako bi rekel, vse igra na ene tačne dobre obrate, s katerim bi dal dosti točk. Ampak LeBron je šel hitro iz igre, to je normalna rotacija JJ-ja in po prvih 10 točkah Lakersov, katerih je LeBron dal 8 in po 22-15 rezultatu v 8 minuti, so končali Lakersi z zaostankom 4 pik, 26-30 po Lavinovi trojki. Niso mogli zaustaviti prodirajoče... bolje so igrali, ko je šel LeBron na klop. Ja, bolje so igrali, ko je šel LeBron na klop, to sigurno, ampak tudi obramba je popustila. Na začetku Lakersov obramba res dobra, potem pa Sacramento 8-8 prosti meti še pred koncem prvega polčasa in videli smo enih par tašnih obrambnih brezveznih napak, recimo Ayton je prevzel Nehtovega igralca v prodoru, Knecht pa ni prevzel Aytonovega, ki pobere skok v napadu in tako so dobili še en napad. Mislim, napak je bilo kar nekaj in po eni strani govorimo o tem, kako noben ne zadane razen Luke in LeBrona v napadu, ampak če že noben ne zadane v napadu, razen njih dveh, potem bi pa mogli v obrambi biti sfokusirani 150%, ker vejo, da drugega ne morejo igrati. In ko tudi to propade, potem dobimo to, kar smo gledali, v bistvu žalost. Luka res odličen, drugi pa pustimo statne. Mislim, to je klasična, zame je bila to klasična tekma, ki jo je odločila. In v moderni košarki je ogromno takih tekem. Je pač trojka ena od tistih stvari, ki je v napadu celo mogoče najbolj pomembna od vseh stvari. Trenutno, tudi ko gledamo vrednost, seveda trojke je edin koš, ki je več vreden zabijanje. Vsi takoj zatem je pa potem corner trojka, drugi najbolj vreden koš v NBA košarki in seveda potem tudi vrsta trojk iz drugih pozicij. Preprosto na tej tekmi so Kingsi, koliko so metali, rekordno učinkovito tekmo za 3, metali so 65, skoraj 66% za 3 zadeli, 17 od 26 trojk, Lakersi pa 22% bili za 3, 8 od 36 trojk, tako da samo iz trojke je bilo 27 točk razlike med obema ekipama, zgubili so pa, recimo, če gledam sam
točke iz rakete, recimo so jih dali tudi Sacramento Kingsi, tudi več točk iz proti napadov. Tokrat je celo klop dala več točk kot Sacramentova klop za eno piko, sicer 32 proti 31, tudi manj izgubljenih žog so imeli in dali 17 točk v izgubljenih žogah Kingsov, oni samo 8. Se pravi, v vseh teh ostalih statistikah, ki jih ponavadi gledamo kot tiste ključne elemente, tudi če gledamo skok so dobili, napadalni skok so dobili, dali več točk po ujetih skokih v napadu. Se pravi, v vseh kategorijah so v bistvu bili boljši ali pa vsaj enakovredni, razen v trojki, kjer so bili pa porazni, absolutno porazni. In na tej tekmi so imeli celo rekordno število povsem odprtih trojk to sezono, oziroma izenačili številko 32 od 36 trojk je bilo open ali wide open. Torej so bile neovirane ali povsem neovirane, če prevedem v slovenščino. In dejansko seveda na taki tekmi ne moreš biti konkurenčen, tudi če dobiš vse ostale. Ker na koncu so celo posesti kontrolirali, pa imeli 84 posesti, Kingsi 82, tako da čisto v vseh aspektih, razen prostih metov, seveda, tako da ni kategorije, kjer ne bi bili boljši, razen na trojki so bili pa porazno slabši in to je seveda tudi problem te ekipe. Omenil sem število odprtih trojk, drugače so imeli kar 50 potencialnih asistenc, od tega so jih zadeli že spet. Večina od teh 50 potencialnih je bila za odprte ali povsem odprte mete in zadeli so jih samo 21 od tega. Tako da tukaj ta met iz razdalje je absoluten problem in velja tudi omeniti, da so po tej mizerni predstavi za 3 točke padli povsem na rep ekip po učinku meta za 3 točke. Zadnji so v ligi po procentu meta za 3 točke na 30. mestu in v moderni košarki ne moreš tako zmagovati. Preprosto ne moreš biti konkurenčen, če imaš tako slab odstotek. Pa obenem tudi nisi seveda visoko, tudi po številu vrženih trojk niso visoko in pa v kombinaciji s tem, če gledaš vse ostale ekipe s podobnim strelskim profilom, ki imajo tako malo poskusov, tako slab met za 3, so v bistvu najslabše ekipe v ligi. So ekipe, ki tankajo v bistvu pa Lakersi zraven. In tako se ne da, tako se ne da zmagati in mislim, da je na tej točki tudi že jasno, da je ta ekipa, da ima toliko pomanjkljivosti in toliko lukenj v rosterju, da preprosto ne gre upati na to, da se bo kaj spremenilo. Veš, se lahko izboljšajo malenkosti, se recimo malo povzpnejo v procentu, ampak če do konca sezone mečejo, ne vem, prek 40% za 3, bo še vedno na koncu sam povprečna šuterska ekipa, pa seveda ne bojo do konca sezone se kar naenkrat iz najslabše šuterske ekipe prelevili v najboljšo. Obenem vse tem, kar sem pa povedal, imamo pa Lukata, ki igra z absolutno najslabšim spacingom. Marko, a si videl mogoče to statistiko, jaz sem tudi repostal to statistiko gravitacije, ki jo ima Luka to sezono. Ja, sem videl, ja. In vedno smo seveda, se je vedno bil med dvema, v najslabšem primeru, najbolj podvajanima igralcema lige. Od svoje druge sezone naprej je bil prvi ali drugi po številu podvajanj vsako sezono. To sezono in je zaradi tega seveda tudi imel tako gromozansko gravitacijo in bil tudi v tej statistiki vedno prvi, drugi, mogoče v najslabšem primeru tretji, recimo Step in Jokić imate tudi podobno gravitacijo in te trije so ponavadi vedno bili v zadnjih letih na prvih, s tem, da Luka je bil 4 od 5 sezon na prvem mestu. Eno sezono pa lani, potem, ki je bil tudi poškodovan, je bil niže. Ampak to sezono ima pa 2-krat večjo gravitacijo, kot je imel v Dallasu. Vidimo, da ga ne samo podvajajo konstantno na postavljeno obrambo, ko igra seveda na polovici parketa, ampak podvajajo ga preden preide čez polovico, na črti polovice ali pa celo pod njegovim košem. Smo videli lahko na prejšnji tekmi situacijo oziroma proti Spursom, kjer so ga podvajali že pod njegovim košem. In kljub temu je recimo tisto tekmo proti Spursom dal 38 pik, 10 skokov, 10 podaj. Tokrat je bil briljanten. In to ob taki obrambi,
mislim, da se ljudje preprosto ne zavedajo, kako impresivno je to in kako dobro v bistvu igra. In potem vidim, secerajo njegove odstotke in veš, da ne gledajo tekem tisti, ki govorijo o njegovih odstotkih, ker če gledaš tekme, vidiš, proti kakšnim obrambam igra. Nas se naveže ne samo 2, ampak 3 obrambne igralce, pa ne samo po bloku, ampak ga blicajo, se pravi, dobesedno 2 igralca ga polovici parketa preden preide, ga blica. In seveda to pomeni, da bi ekipa morala v teh situacijah vedno izkoristiti take priložnosti, Lakersi jih pa ne, so pa v bistvu tudi tukaj podpovprečni, ko igrajo 4-3, to ne izkoriščajo, kar pa igrajo ogromno, to ne izkoriščajo z visokimi odstotki. In da Luka lahko dosega take številke, na tej tekmi tudi izjemen met, izjemno učinkovit med 16-25 iz igre, 64 odstotkov, 7 skokov, 8 podaj, 4 ukradene žoge, gara tudi v obrambi, gara na obeh straneh parketa. In mislim, zato je zame on MVP. Mislim, ne glede na skor Lakersov, ne glede na število njihovih zmag in težave, noben igralec v ligi mu ni treba toliko delati, kot mora Luka delati, pa ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. V obrambi je recimo med 5 igralci, ki branijo največ izolacij, in med 5 igralci, ki branijo največ polstopov. In sem videl po tej tekmi, da je imel neko rahlo poškodbo, vsaj poročali so, da ni zaenkrat še jasno, če bo igral jutri groin strain, torej prepono si je zgleda rahlo nategnil. In me ne preseneča, no, ob tem naporu in tem bremenu na obeh straneh parketa, me ne preseneča. Saj smo videli, koliko je letos poškodb in recimo Austin Reeves, ko je mogel nositi večje breme, takoj seveda bil poškodovan. Tako da me ne preseneča, da tudi Luka zdaj ob vseh teh bremenih ga rahlo načenja in je res težko gledati, no, kako igra na tako visokem nivoju in na nek način spet nazaj v ekipi, ki jo je imel recimo v Dallasu leta 2020-2021 v tem obdobju. Zdaj sem imel pa nekam dolg rent, ampak si nisem mogel pomagati. Vsi tisti, ki nas poslušate na YouTubu in ste uspeli priti do sem, bomo veseli, če stisnete like pa subscribe, če še niste, in zvonček, da vas opozori, kdaj imamo gor YouTube video. Drugače, če gremo na drugi polčas, to, kar je rekel Matej, lahko imamo z par primeri. Recimo Luka prodre pod koš, navleče 3 ljudi nase, poda Vanderbiltu, ki zgreši trojko, Luka skoči v napadu in sam zaključi. Mislim, veš, ko gledaš takšne napade, si misliš, 1-5, pa še so blizu, še jih je uspel na enih -7, -8 pripeljati, in potem pač Malik Monk, ki je bil čisto nezgrešljiv za 3, prvih 5 trojk je zadev zapored, je potem vedno oddaljil Sacramento od Lakersov in tle se je najboljše videla, najboljše ponazorjena ta razlika, ko si govoril med trojkami in dvojkami. Luka je zadev za 2 vse, Sacramento pa zadev za 3 vse. In to je enostavno ta razlika. Praviš, da Luka gara v obrambi, res je garal predvsem zato, ker so ga ves čas iskali, DeRozan je ves čas iskal Luko in igral proti njemu, nekajkrat mu je tudi zbežal. Ja, ne, se to je, mislim, taktika, utrujajo ga v obrambi in napadu. Ga trujejo v obrambi in poleg tega, da je še vedno pol tako dober v napadu, je to res nepredstavljivo, ko vidim, kako recimo predvsem Monk in DeRozan sta iskala Luko in mu nekajkrat zbežala pod koš. Lakersi so pa sicer seveda preprijeli DeRozana, ko je zbežal Luki, ampak bili prepočasni v rotaciji. Sacramento je našel prostega na trojki, ponavadi je lih Westbrooka, ki mu je tudi v tej tekmi šla trojka. Če se tvoj zvezdnik toliko trudi v napadu, ko noben drug ne zadane, zato da te drži v igri, potem jebeno naredi te rotacije tako, ko je treba, ali pa taki ne igraj, razumeš? Jaz enostavno ne morem gledati teh obramb in potem gledam razne videe, kako se mora Luka bolj potruditi v obrambi. Mogoče bi pa mogel napad še enih 10-krat
Lerevi, pa Smartu, pa Vanderbiltu, ko so zadeli od 12, pa 3, od 15 trojk so zadeli eno in bo on imel še vedno unih asistov 8, kolikor jih je zadel, bo imel 20 točk manj, ampak mogoče se bo pa bolj potrudil v obrambi in verjetno bi bili potem vsi bolj zadovoljni na koga kricim. Jaz tega res ne razumem. Evo, sorry, tudi jaz sem bil v rentu malo daljši. Ja, sej, ko vidiš to laganje, ki se dogaja, zavajanje, dobesedno gaslighting je ta beseda, ki je vedno na mestu, ko poslušamo, ko govorijo nekateri o Luki in veš, da imajo neke agende, da ga ne marajo in ga zato pač preprosto blatijo. In je zanimivo, ker vidiš, koliko je teh LeBron stan accountov, SGA stan accountov. Takoj, ko je zadnji All-Star, po zadnjem All-Star vmesnem glasovanju, ki so ga objavili, sem takoj tweetnil, da lahko pričakujemo nov val blatenja na socialkah in evo, kot naročeno. Mislim, ga že spet kako o njemu debatirajo kot o problemu, ali pa da je on kriv, ali pa njegova obramba za to, da Lakersi ne zmagujejo. To veš, da ne gledajo tekem, ampak samo pač nekako ponavljajo, parotirajo tiste negativne narative, ki jih o njemu lansirajo in ustvarjajo razni hejterski akanti ali pa stan akanti od drugih igralcev, pač ker seveda vedo, da je Luka boljši od njihovega najljubšega igralca in zato tako po otročje, po šolsko, kot v šoli izpade, je treba potem Luko spljuvati. In dejansko, ko gledaš tekme, pa vidiš, vse si omenjal, utrujali so ga, poskušali so ga utrujati tudi v obrambi. Ja, DeRozan ga je dosti napadal, ene dvoboje je Luka dobil, ene je izgubil, ker je DeRozan seveda še vedno eden od najboljših mid-range strelcev v ligi, je zadev tudi ogromno težkih metov, ampak vsakič je bil Luka zraven, zadeval je mete, ki jih je zadeval preko Lukove iztegnjene roke ob tesni obrambi. To je tisto, ko rečemo good defense, better offense. To je tudi NBA liga, kjer seveda imaš ogromno oziroma dosti tako talentiranih igralcev, ki so sposobni zadevati take mete tudi preko dobre obrambe, ampak kljub temu, da je seveda garal v obrambi in v napadu, so Lakersi še vedno zgubili in že spet niso zgubili zaradi teh mid-range metov, ki jih je DeRozan zadeval, ampak zaradi trojk. In te close-outi in rotacije, potem premikanje v obrambi. Tukaj je recimo tudi LeBron bil med najslabšimi in je to že spet bila ena od tistih tekem, ko smo ga recimo lahko pohvalili v zadnjem času za določene predstave na nekaterih tekmah, da je deloval precej bolj zainteresirano, angažirano, igral bolje v obrambi in napadu, je tokrat spet deloval pravzaprav povsem nezainteresirano in tudi en posnetek je na družbenih mrežih zaokrožil, ko med time-outom sedi po vsem strani od ekipe na koncu klopi, medtem ko vsi ostali igralci poslušajo JJ-ja, LeBron sam zase v svojem svetu verjetno planira svojo upokojitveno turnejo. In ja, res mislim, težko je v bistvu gledati Luko v taki ekipi, kjer pač ne dobi nobenega kredita za dobre stvari oziroma za to, ko nosi ekipo in zraven ga seveda hitro kritizirajo za vsako slabo stvar in v veliki večini primerov povsem neupravičeno, povsem brez kakršnih koli argumentov tudi. Kot sem dejal, parotirajo razne narative, ki jih o njemu lansirajo hejteri. Ima recimo, seveda je imel po tem, ko je prišel iz Slovenije, je imel par slabših obrambnih tekem, ampak v začetku sezone je odlično oziroma zelo dobro igral v obrambi in tudi zdaj, zadnje tekme, vedno zelo dobro igra, teče nazaj v obrambo, tudi če reče, kaj sodnikov vmes ne ostane na svoji polovici, tako kot LeBron recimo pogosto, ampak teče nazaj v obrambo, pa zraven še kaj sodnikov reče, s čimer jaz nimam nič proti, dokler se vrača v obrambo, je vse v redu, zraven pa tudi gara, saj sem rekel, mislim, edini igralec v ligi, ki je top 5 po branjenju, po številu branjenih izolacij in številu branjenih post-upov. Zraven je pa še top 20 po številu spot-up posesti, ki jih brani, torej catch and shoot metov v bistvu, kar pa pomeni, da je tudi tisti, ki te close-oute pogosto dela, ko steče izpod koša na trojko, ko pride do rotacije. Skratka, gara na obeh straneh parketa in me skrbi, da se seveda ne bo kaj huje poškodoval, da ne bo kakšne nategnjene mišice ali kaj podobnega spet staknil, ker se vidimo, mislim, pri njemu seveda hitro rečejo, že spet,
eden od teh butastih narativov, ja, ni pripravljen dobro, zato da lahko igraš tako minutažo, imaš tak usage v napadu in v obrambi toliko stvari braniš, moraš biti med najbolje pripravljenimi igralci lige. Bodimo realni tukaj, ker to preprosto drugače ni mogoče. Ampak se vidimo, Janis recimo ne očita nikoli pripravljenosti, pa ker ima letos slabšo ekipo, ki jo mora bolj nositi na hrbtu kot prejšnje sezone, delati, je tudi on staknil hitro kakšno poškodbo. Vidimo Jokić, sicer je bila kontaktna, ampak ja, se zgodi, recimo, in seveda, če več igraš, je tudi več možnosti, ne samo za nekontaktne, ampak tudi kontaktne. To je nekaj, kar me skrbi, no. Še eno zanimivo posest bi izpostavil v tretji četrtini, ki se je zgodila. Ni imela nič kaj dosti zveze s tekmo kot samo, ampak z sojenjem. Luka je prodrl in izsilil faul in napovedovalca Sacramenta sta na dolgo in široko razlagala, da kje je bil faul, da kako lahko Luka dobi toliko prostih metov in tako naprej. Za tiste, ki dosti gledamo tudi Šaja, pa študiramo, kakšne faule on dobiva, zgleda, da začenja tašen dobiva tudi Luka. Namreč branilec ga ni mogel držati, zato ker mu je po pick and rollu Luka zbežal. Tako da njegov branilec iz strani rukne s prsmi Lukata in ga spravi za ravnotežja in to je faul. To je tista ilegalna obramba, ki jo recimo Oklahoma se zelo dobro izogiba in uspeva v večini primerov napadalca pred sabo, od strani ga nikoli ne ruka, to pa počnejo pri Šaju in tudi pri Luki in tudi pri nekaterih drugih. In vsak takšen kontakt iz strani je dejansko vržeš iz ravnotežja napadalca, zato je to vedno faul. To so zelo dobro gledali pri Šaju, mogoče preveč dobro, sigurno bolj kot pri drugih. Potem so to nehali delati po tistem rentu Minnesotinega trenerja, o tem smo že govorili. Ampak ja, Luka ima še vedno največ prostih metov in mislim, da tudi zasluženo, kajti zelo malo je tašnih, ko bi lahko rekel, da je flopnul ali pa da je bil ghost foul ali pa karkoli. Tako da sem vesel, da to sodniki zelo dobro gledajo in jaz kaj več o tej tekmi niti ne bi imel zapovedati. Edino, Matej, mogoče bi rekli dve besedi samo še o podcastu, ki ga Rich Paul zdaj na zadnji imel in mislim, da te podcasti zelo škodijo ekipi. Še posebej zato, ker... Me hočeš spet triggerati, zakaj še vrejim tako? Ne, okej, pol ne bomo govorili o tem, redo je. A pa bom samo jaz prav, ti pa o čem drugem, kar češ. Rich Paul je predlagal trade Austin Reevesa za Jacksona iz Memphisa, ki bi bil odličen obrambni igralec za Lakerse in podkrepil to s tem, da Memphis bi pa zelo bogato plačal Austin Reevesa, ki bi bil takoj prvi strelec in prvi podajalec ekipe. Verjetno bi se pol rešili tudi Morenta v tem scenariju. Tle sta me zmotili dve stvari. Prva, LeBron lahko pove Rich Paulu, ki je njegov zelo dober prijatelj, seveda in agent, da naj ne govori takšnih stvari, pa mu tega ne pove. To je meni prvi takšen čuden znak strani LeBrona, čeprav ni on govoril, ampak če Rich Paul govori, je zame isto, kot da govori LeBron, ali pa skoraj isto. Drugo, Memphis bi bogato plačal Reevesa, torej pričakuje Rich Paul, da Lakersi ne bodo plačali Reevesa toliko, kot bi ga lahko plačali drugi. Po eni strani to razumem, Lakersi želijo ostati kompetitivni in tudi Reeves je rekel, da ne bo za vsako ceno navijal svojo pogodbo, svoj prihodnjo pogodbo za Lakerse, ker mu je bolj pomembno, da zmaga prstan kot max pogodba. Ampak, in zato, ker je Reeves to pripravljen narediti, se mi zdijo te komentarje Rich Paula tako malo nizkotni, ko češ, da oni te bojo plačali, ampak Reeves hoče ostati tle. In Reeves želi, da deluje ta naveza z Luko. Pa ga bojo tudi Lakersi plačali. Ja, plačali ga bojo, mogoče ga ne bojo plačali max,
ki bi ga lahko dobil pri Memphisu ali komu drugemu, ampak Reeves je to pripravljen sprejeti. Zakaj Rich Paul takšne udarce pod pasom spušča, medtem ko je človek poškodovan, se bo vrnil po poškodbi in se Lakersi borijo za play-offe. Mislim, to je neprimerno predvsem za agenta, za nekoga, ki predstavlja, ne samo agenta, mislim, že za LeBronovega prijatelja bi bilo, če bi bil samo njegov prijatelj, bi bilo, recimo, bi seveda to pripomoglo k ustvarjanju narativov in mogoče imeli negativne posledice na slačilnico, na ekipo, če ustvarja, recimo, oziroma vnaša nek tak razdor, nemir v ekipo s takimi komentarji. Ko pa to počne njegov agent, da pa seveda celotni zadevi še dodatno težo. Ne nazadnje vemo, kako je bilo v preteklosti. Clutch Sports je imel ogromno vpliva na premike, ki so jih Lakersi delali, na trade, na Westbrookov trade, ne nazadnje. To je bila v bistvu želja LeBrona in AD-ja, da pripeljajo Westbrooka, in je seveda Rich Paul lobiral kot njun agent za to potezo in so jo tudi naredili. Tako da nosijo njegove besede seveda to dodatno težo in absolutno, Marko, se strinjam, to je povsem neprimerno. Mislim, noben drug agent tega ne počne. Nikjer ne vidiš, da bi bila taka situacija z drugimi agenti, da bi recimo na podcastih javno debatirali o tradih, ki bi vključevali njihove kliente, ali pa niti ne njihove kliente, druge ekipe, druge kliente. Preprosto ne moreš operirati na tak način, če deluješ kot uradni predstavnik igralca v neki ekipi. To je absolutno neprimerno in mislim, da tudi vnaša, kot sem dejal, mislim, da vnaša razdor v ekipo. Vsaj, če bi bil jaz Austin Reeves in bi poslušal, kako prijatelj iz otroških let in agent od soigralca, ki najbolje plačanega igralca v ekipi, najbolj vplivnega mogoče celo, vsaj v preteklosti pred tradom za Luko, če on seveda tako govori o meni, govori o moji pogodbi, moji vrednosti za ekipo, pravi v bistvu posredno, da jaz nisem dovolj dober za to ekipo in bi bil Jaren Jackson Jr. boljši, bolj primeren igralec za to ekipo. S tem, da mimo grede Austin Reeves ima kot branilec več skokov na tekmo kot Jaren Jackson Jr. Marko, ne vem, če si vedel ta stat, ampak Jaren Jackson Jr. ima svoje kvalitete, ampak ima pa tudi svoje ogromne luknje v igri in ni recimo neka rešilna bilka. Vem, ja, če jo primerjajo z Etonom, Eton ima neprimerno več skokov, ampak Jaren Jackson je pa dosti bolj raznovrsten v napadu, odličen seveda v obrambi. Ja, in okoli teh lukenj moraš pač delati. Lih tako, kot moraš delati okoli tega, da bodo hitri igralci iskali luko v napadu in bojo šli mimo njega in je treba rotacija biti točna, zato pa moraš postaviti atletske igralce okoli luke. En od teh je tudi Jaren Jackson Jr. Ampak dobro, to so mogoče topike za še kakšno drugo tekmo. Dosti smo govorili o raznih tradih. To so topike za nas, za podcasterje, za ampak jaz govorim o današnjem podcastu, ker ne, ampak hotel sem se sam navezati, da to so topike za nas, niso pa topike za agente. Razen, če ta agent ne želi imeti podcastersko kariero in seveda končati za svojo agencijo ali pa komu drugemu. Potem ne govori, kakor hoče, ampak kot agent pa tega ne more početi in to je samo še en problem v tej ekipi in ena dodatna velika negativna črn oblak nad ekipo, ki bo verjetno visel toliko dolgo časa, kakor bo LeBron v tej ekipi. Mogoče pa, ne vem, se zgodi kakšen trade že prej, če zgubijo še nekaj tekem in če ne drugega, nam bo pa saj dal kakšne nove topike pol za obdelati na teh spacih, da ne bomo samo o več ali manj istih stvareh govorili, ker seveda ponovadi so za poraze vedno krive iste stvari. Za zmage vemo, da mora Luka fenomenalno odigrati, pa še LeBron kaj zraven dati, ampak upajmo, da naredijo kakšne spremembe v drugo smer, da dobijo kakšne dodatne pike na draftu ali pa mogoče ukrepijo ekipo ali pa mogoče LeBron celo odide in bomo imeli potem seveda ogromno stvari za premlevati in govoriti, ampak se drugače ni dvoma, da nam ne bo zmanjkalo topik za obdelati, da bi še kaj povedal, vem, da moraš iti, jaz bom se tudi počasi mogel odpraviti, tako da lahko v bistvu počasi zaključil, ampak izvoli zadnjo besedo, če želiš še kaj dodati.
Ne, imam še par drugih topik, ki se ne tičejo Lakersov, ampak jih bom prišparil za naslednjič. Kira je bila najbolj juicy, me sam zanima, od teh drugih Rocketsi, okay? Ja, v Rocketsih pa Durento, seveda, kaj drugega. Sem vedel, moramo en večerni space še narediti, ko bomo imeli malo več časa, pa mogoče obdelati druge NBA topike, tudi aktualne topike. Se zdaj, ko bo ta trade deadline, bomo tako verjetno imeli kakšne popoldanske space, tudi po kakšnih večjih tradih in upam, da se nam tudi tam pridružite. Zdaj, če Luka danes ne bo igral, potem verjetno jutri tudi ne bomo govorili o tem, kako zanič je ta ekipa. Nima smisla se ponavljati, ker bojo seveda zgubili naslednjo tekmo in bomo potem po naslednji tekmi, upajmo samo, da ne gre za kakšno bolj resno poškodbo, zaradi katere bi mogel več kot samo eno tekmo zgubiti. Zdaj pa igrajo 4 tekme v 5 večerih, tako da imajo še en back-to-back ta teden in seveda, če bo Luka igral, se nam lahko pol tudi tam pridružite. Mimogrede, samo za tiste, ki ta posnetek bo objavljen na YouTubu, kanal tam in seveda tudi na vseh podcast platformah, Spotify, Apple podcast, tako da za tiste, ki poslušate tam, bi vas sam prosil, če nam pomagate z všečkom in oceno kanala. To je to in seveda lahko se tam tudi naročite, če še ne, pa tam poslušate posnetke teh debat, pa mogoče še kakšnega podcasta, ki ga vsebi posnel. To je pa to, Marko, za tokrat. Nič. Živa, pa se slišimo, Anada. Ja, tako, hvala vsem, ki ste nas poslušali, se slišimo, adijo. Živa.